Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Aktualno. Z umetniško vodjo programa iz Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota z gospo Polonco Đurek se bova pogovarjali o aktualnih poletnih prireditvah v mestni občini Murska Sobota. Gospa Đurek, lepo pozdravljeni. Lep dober dan tudi vam. Na Grajskem dvorišču se bo odvijal mini festival pod naslovom Skrito na Grajskem dvorišču ter stand-upovska predstava. Kdo vse bo poskrbel, da bo Skrito na Grajskem dvorišču postalo mistično? Kako bo potekal ta mini festival? Res je, organizatorji smo to poletje načrtovali kar lepo število koncertov, predstav za otroke, tudi ena stand-up predstava je vmes. Že 19. bomo povabili na festival Soboško poletje. Naš mini festival Skrito na Grajskem dvorišču pa se začenja že ta petek, se pravi 4. julija na Grajskem dvorišču. Pa mogoče že za uvod povem, da koncerti petkovi, tako na Skritem dvorišču, kakor tudi na Trgu kulture, se bodo pričenjali ob 21. uri, v avgustu pa potem ob 20. uri. Pričenjamo torej z akordiko in Anjo Strajnar. Izjemna vokalistka je Anja, s sabo pa ima kopico izjemnih, izvrstnih glasbenikov in pričarali nam bodo res tak zanimiv večer v tem prijetnem vzdušju Grajskega dvorišča. Nadaljujemo 18. julija, tudi ob 21. uri, Towel of Shower, zasedba, ki praznuje 10 let. Zbrani so v bistvu sami izvrstni glasbeniki, nastopajo širom po Sloveniji in prepričani smo, da bodo navdušili tudi občinstvo pri nas v Murski Soboti. Potem pa smo že v avgustu, Roland Abro Horizon Kvartet. Tu pa gre za zbrane glasbenike iz različnih držav, iz Kube, Nizozemske in pa Slovenije. In sicer z Kube prihaja Roland Abro, je džezovski kontrabasist. Pridruži se mu Ratko Zjača, ki ga obiskovalci Skritega dvorišča že dobro poznajo. Potem pa še dva slovenska glasbenika, naš domači bobnar Jože Zadravec in pa Vit Jamnik, eden najboljših evropskih džezovskih glasbenikov te mlajše generacije. To torej v petek 1. avgusta, no in potem še petek 15. avgust ob 20. uri, Smrdel Brothers in Martina Martenson. Martina Martenson sicer prihaja iz Švedske, tukaj pa v tem projektu pa je združila moči z bratoma Smrdel, in sicer Peter in Žiga, tudi dva krasna glasbenika, in verjamem, da bo večer prav tako zanimiv in bo navdušil publiko, ki se bo zbrala na Grajskem dvorišču. Res je, vmes pa še ena stand-up predstava. Tadej Toš s predstavo Analogno prihaja v Mursko Soboto, natančneje 26. julija ob 20:45. Vstopnice so v prodaji in sicer jih najdete na spletu, sicer pa so ostali dogodki tako mini festivala Skrito na Grajskem dvorišču, kakor Soboškega poletja, potem tudi otroške predstave brezplačne za obiskovalce, se pravi vstopnine ni. Torej, v mestni občini Murska Sobota se bo letos tudi odvil že 19. festival Soboško poletje. Organizatorji ste tudi tokrat pripravili najrazličnejše zvrsti glasbe, torej vse tja do lutkovnih predstav. Torej, kdo vse bo barval letošnjo poletje, kje bo potekalo in seveda kdaj se bo pričelo? Pa če mogoče greva kar tako kronološko, začnemo v soboto 5. julija s prvo predstavo za otroke. Lutkovno gledališče Velenje nas bo obiskalo prvo s predstavo Trije prašički. Vse predstave vsako soboto bodo ob 10. uri na Grajskem dvorišču, tako da ujamemo še tisto esenco, da bo otrokom in seveda spremljevalcem prijetno. No, potem pa bom naštela v bistvu, katere predstave skozi poletje še sledijo. Zlati ključek, pripovedno gledališče Gospodične bazilike v soboto 12. julija, v soboto 19. julija Pika Nogavička potuje, sobota 26. julij Princeska na zrnu graha, pa potem smo že v avgustu, sobota 2. avgust, Muca Copatarica, ena taka klasika za najmlajše, pa 9. avgust Metuljček in Metuljčica, nastopilo bo gledališče Labirint. Potem predstava 4-letni časi, Hiša otrok in umetnosti iz Ljubljane, nas bo obiskala v soboto 16. avgusta, sobota 23. avgust,
dogodivščine vesoljčka Hopija. Predstava v bistvu govori o enem vesoljčku, ki se znajde na Zemlji in potem raziskuje naš planet. No, zaključili pa bomo s predstavo o lisički Tički in drugih zverinicah. To pa v soboto 30. avgusta, torej nekako za ta konec poletnih počitnic in pred prvim šolskim dnem. Soboško poletje pa poleg predstav za najmlajše seveda sestavljajo tudi petkovi koncerti na Trgu kulture. Tudi tokrat mislim, da smo se organizatorji res potrudili in pripravili zanimiv program, da zadovoljimo čim več različnih okusov. Prva bo v petek 11. julija ob 21. na Trgu kulture nastopila Veronika Sternat z bendom. Gre za mlado vokalistko, mlado glasbenico, tudi avtorico besedil, ki bo predstavila svoj album Naslednja postaja. No, potem pa petek 25. julij The Old School Bastards, ena taka poslastica z Avstrije, prihajajo Stanley, Johnny, Jerry Lee, Vincenzo in pa Charlie. Že 15 let v bistvu navdušujejo po Avstriji in drugih državah, zdaj pa prihajajo v Slovenijo. In sicer njihova glasba nekako izvira iz 50 let, taki so tudi njihovi kostumi, seveda ti inštrumenti, na katere igrajo, in res priporočam obisk tega koncerta. No, potem pa še ena poslastica, predvsem za ljubitelje glasbenika Đorđa Balaševića, in sicer zasedba Ringišpil iz Hrvaške prihaja v petek 8. avgusta, to že ob 20. uri, in seveda bodo preigravali in prepevali skladbe tega priljubljenega glasbenika, žal že pokojnega. No, potem pa taka rokovska zasedba, domača King Fu, ki jo mnogi že dobro poznajo. V bistvu King Fu so bili predskupina že številnim znanim zasedbam. Letos bodo nastopili tudi kot predskupina Bryan Adamsa. No, v petek 22. avgusta pa se bodo ustavili v Murski Soboti in navdušili našo publiko. Soboško poletje 2025 pa bomo zaključili v petek 29. avgusta ob 20. uri z zasedbo Fridays. Tudi tukaj zbrani izjemni glasbeniki in tak plesni repertoar pripravljajo, in njihov nastop združuje brezčasne uspešnice ikon, kot so Stevie Wonder, Amy Winehouse, Chaka Khan in številni drugi, tako da sem prepričana, da bodo navdušili naše obiskovalce in jih mogoče pripravili tudi, da zamigajo z boki. Tudi letos bo na poletnih prireditvah sodelovala Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota za literarno-glasbenima večeroma. Torej, za kakšna literarna glasbena večera gre? Res je. Tudi letos smo se povezali s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota, pripravili dva literarno-glasbena večera. Na prvem bo literarna gostja Ksenija Benedetti, ki bo predstavila svojo knjigo Hiša sozvočja. Pravi, da to ni zgolj knjiga. Dobili se bomo v četrtek 24. julija ob 21. uri na Grajskem dvorišču. No, tukaj pa bo potem glasbena gostja Tjaša Fajdiga, spremljal pa jo bo Blaž Jurjevčič na klaviaturah. V primeru dežja bo dogodek potekal v avli knjižnice. No, potem pa še avgustovska knjižnica pod zvezdami, ki se bo odvila v sklopu festivala Dnevi poezije in vina. Še en literarno-glasbeni večer, tukaj bodo pa potem različni literarni gostje iz Nemčije, Romunije in pa potem tudi Slovenije. No, glasbeni gost pa bo v avgustu Adi Smolar. Dobimo pa se v četrtek 21. avgusta ob 20. uri. V primeru dežja spet v avli knjižnice, sicer pa v prijetnem ambientu Grajskega dvorišča. Torej, za na konec še povejva, kje si lahko ogledajo gledalci naši tale program poletnih prireditev? Ja, v rokah držim tole zloženko, ki so jo prejela v bistvu vsa gospodinjstva v mestni občini Murska Sobota. Tukaj so zapisani vsi dogodki, tudi z uro, kdaj se pričnejo, in pa seveda z lokacijami. Sicer pa na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, pa na spletni strani Visit Murska Sobota, na našem Facebook profilu, tudi na Instagramu, pa seveda v Soboških novinah so in bodo objavljeni vsi, tako da brez skrbi sem prepričana, da informacije se dajo poiskati in najti.
Gospa Polonca Đurek, hvala vam za obisk v našem studiu in prijetno predstavitev aktualnih dogodkov poletni prireditev Mestne občine Murska Sobota. Hvala vam za vabilo, lepo vabljeni na dogodke, tako vi, kakor tudi gledalke in gledalci. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste spremljali oddajo Aktualno. Lep pozdrav!